Dober večer. Dobra tale tema, mene kar malo prestrašila. Mi je pa pomagala Alenka Rebula, že v ponedeljek je takoj v uvodu povedala, da obstaja tesna vez med telesom in duhom. Temu tudi sam pritrjujem. Če danes govorimo o lenem in o trplem srcu, bom najprej tole malo analiziral v povezavi s fiziologijo človeškega telesa. Zelo preprosto. Morda redko govorimo o fiziologiji človeškega telesa na Nikodemovih večerih. Kakšno je torej leno srce? Srce je pravzaprav črpalka, ki poganja kri po telesu in s tem celicam prenaša hranila in kisik ter odnese, kar je od presnove ostalo. Tako na hitro. Vemo, da se srce nikoli ne ustavi in ne more se v popolnosti uleniti. Vedno bije, a lahko hitreje ali počasneje, se pač prilagaja glede na potrebe telesa. Več kot rabimo, hitreje bije. Potreba po hranilih in kisiku se pa poveča z aktivnostjo. Torej, večja kot je naša aktivnost, bolj srce dela, manj je srce leno. Večkrat in bolj aktivno, ko uporabljamo telo, bolj mora srce delati, manj je srce ulenjeno. Nekako logično. Otrplost povezujemo z občutkom mraza, ko nas zebe, recimo v roke le-te otrpnejo, postanejo manj gibljive, postanejo neobčutljive. Srce fiziološko gledano leži v notranjosti prsnega koša in se nikoli ne more zelo ohladiti. Kaj je torej tisto, kar nam ohladi srce, da postane otrplo, torej manj občutljivo? Naslonil sem se na Sveto pismo, na kralja Davida, ki je namesto, da bi se šel boriti s svojimi možmi, ostal doma. Takole pravi v 2. Samuelovi knjigi. David je ostal v Jeruzalemu. Proti večeru je David vstal z svojega ležišča in se sprehajal po strehi kraljeve hiše. Tedaj je s strehe videl ženo, ki se je kopala. Žena je bila zelo lepa na pogled. Kot bi danes rekli, proti večeru je vstal in šel malo pogledati na internet, kjer je opazil golo žensko. Kralj David si je lepotico poželel in jo seveda kot kralj dobil. Vedel je, da je poročena, vedel je, da greši, strah ga je bilo, da bi se greh razvedel, zato je na zelo grd način poskrbel, da je njen mož umrl. Celo druge ljudi je pritegnil v prikrivanje svojega greha. Strah nam utrpne srce. Strah je tisti mraz, ki srce naredi neobčutljivo. Davidu je bilo seveda lažje poležavati v zavetju udobnih soban, kot pa iti v boj s svojimi možmi. To bi bilo fizično naporno in tudi neudobno. Med poležavanjem pa srce bije lepo počasi, temu bi lahko rekli leno srce. Nobenega napora ni treba, da se sprehodiš po strehi kraljeve hiše in se malo razgleduješ naokoli. Ko ti v oko pade priložnost za greh, se ga leno srce težko ubrani. Zna pa strah dobro skovati peklenski načrt, da se greh prikrije. Zdi se mi, da potem greh, še bolj pravzaprav strah, da bi se greh odkril, otrpne srce. Če povzamem, lenoba telesa vodi v leno srce vodi v greh, strah pred tem, da bi se greh odkril, vodi v še večji greh, kar vodi v utrplost srca, ki tako postane neobčutljivo za stiske sočloveka. Kako se soočiti torej z lenim in utrplim srcem? Kot sem že omenil, srce pravzaprav nikoli ni popolnoma leno in niti ni do konca utrplo, verjamem. Torej je vedno zanj rešitev. In Sveto pismo nam jo ponudi, pravzaprav v isti zgodbi, če bi jo prebrali do konca, bi videli, da kralj Davidu pošlje preroka. In David ni bil toliko ohov, da bi preslišal preroka, da bi ga recimo ubil, kar bi bilo kot kralju zelo mogoče. Pač pa ga je poslušal, se pokesal, tudi plačal je kazen in potem vendarle odšel v boj, kar se mi zdi kot dobra prispodoba za
se vračam nazaj na telesno aktivnost. Kako se pa sam soočam s svojim lenim srcem, lenim in otrplim srcem? Včasih tako kot kralj David z zakramentom spovedi. Poskušam pa leno in otrplo srce tudi preprečevati. Tako, da dvignem rit, kot je nekoč sočno povedal Robert Friškovc v katehezi na skavtskem orientacijskem tekmovanju, in se vsaj enkrat letno odpravim na dolgo pot. Vmes pa skrbim, da se mi srce sproti ne uleni s krajšimi treningi. Na dolgo pot grem sam ali pa le v družbi s katerim od najbližjih, z ženo, otroci. Dolga pot je zame vsaj 3 dni dolgo peš romanje po kakšnem od kotičkov naše domovine, tako da se, kot pravimo romarji, zamenja postelja, hrana in obleka. Na dolgo pot vzamem le najnujnejše, da je vsaj tovor, ki ga fizično nosim, lahak. Prenočišč si ne organiziram naprej, pač pa zaupam, da bo Gospod poskrbel. Pripravljen sem sprejeti vse negotovosti in strahove, ki jih prinese taka pot. Včasih se sprašujem, kaj je tisto, kar potegne po naravi lenega človeka z otrplim srcem na pot, kjer bo vsak dan, vsak korak pomenil premagovanje gravitacije in po kakšnih 30 kilometrih dnevno, ko zabolijo mišice, pečejo podplati, tudi premagovanje bolečine. Kaj me vleče v to prav fizično plavanje proti toku? Kaj me spravlja v dolgotrajno gibanje, če je pa veliko lažje ležati in sedeti? Bom kot odgovor na ta vprašanja opisal dogajanje na eni od takih poti. Lani sem se od doma v Ljubljani odpravil po Jakobovi poti do Trsta. To pomeni kakih 140 kilometrov precej samotnih poti skozi pokrajino. Slabe 4 dni sem hodil s telesom po poteh, ki so jih nekoč ubirali romarji iz naših krajev, ko so romali na grob svetega Jakoba v Španiji, z mislimi pa po prostranstvih praznine svoje glave ali, kot pravim, v prostoru med mano grešnikom in njegovo milostjo. Samotna pot ima več vidikov. Je pot po pokrajini, je premagovanje naporov. Je pa tudi pot v prostore, kamor človek le stežka vstopi v vsakdanjosti časa. Zdi se, da dolga pot to omogoči, a ne vedno in sploh ne avtomatsko. Meni vstop v te prostore omogoči kombinacija napora dolge poti in prebiranja Božje besede. Kar simbolično sporoča tudi vsebina žepa hlač, kjer sta vedno vodnik po poti in Sveto pismo. Že takoj na začetku poti sem si v zavest, lansko leto, naložil odlomek iz Svetega pisma, tako da sem se ga naučil na pamet. Konkretno tegale. Vi ste namreč poklicani k svobodi, bratje, le da vam svoboda ne bo pretveza za življenje po mesu, temveč služite drug drugemu po ljubezni. S pomočjo enakomernega bitja kakih 80 000 korakov na dan sem besedilo skoraj 4 dni podil po prostoru. Najprej sem ga, saj ne vem, če je to najbolj prav, razdrobil v besede in skoraj farmacevtsko natančnostjo po človeško analiziral njegov pomen. Čez nekaj časa sem v Svetem pismu poiskal dopolnitve in tudi te po človeško analiziral. Analiziral, namesto da bi se njegovi besedi pustil nagovoriti. A Gospod, se mi zdi, tudi preko človeškega načina delovanja najde pot, da spregovori, da nagovori, da provocira, da spodbudi, da usmerja. Še ena pot je na takem romanju. Pot v prostor do soljudi, ki jih srečuješ. Ne do vseh. A moja izkušnja je, da na dolgih poteh srečam ljudi, ki jih je treba srečati, s katerimi si imamo kaj povedati. Na tej konkretni poti se me je dotaknilo srečanje z možem, ki je želel, potem ko me je gostil na svojem domu, z menoj prehoditi del poti. Na 4-urni poti sva se pogovarjala, tudi o čisto vsakdanjih rečeh, skupaj molila in neverjetno v teh nekaj urah sva zmogla odriniti na globoko, prav do bolečine. Kot bi vstopila v prostor njegove milosti.
Za zaključek morda bi rekel, da je veliko načinov za soočanje z lenim in otrplim srcem. Enega sem opisal pri kralju Davidu, so pa tudi načini za preprečevanje. Sam sem danes poudaril način, ki je meni blizu. Torej, dolga pot, ki pomeni fizično oditi v pokrajino, pognati srce na višje obrate, zamenjati posteljo, obleko, hrano, premagati strah negotovosti na poti, s pomočjo Božje besede iskati njegovo voljo in se odpreti ljudem. Verjamem, da Gospod pri meni deluje na tak način. Dober večer. Tako kot moj predhodnik, sem tudi jaz napisala zgodbo. In sicer zgodbo o lenem in otrplem srcu. In ker je naslov poetičen, vsaj za mene, začenjam s poezijo. Luč potrebujem za svoje srce. Samo eno imam, a mnoge ljubezni vsak dan potrkajo nanj. Molitev je iz molitvene revije Magnificat. Ko sem bila povabljena k sodelovanju na današnjem večeru, so me najprej seznanili z naslovom, gospod Rok, ki me je pa res presenetil. Le kaj naj jaz govorim o tem? Razmišljam, je to sploh povezano z menoj, z mojim vsakodnevnim delom, z mojo vključitvijo v družbeno dogajanje? Kaj sploh pomeni leno in otrplo srce? Kakšne značilnosti ima? Kako se to odraža navzven? Na to za orientacijo prejmem od gospoda Roka izhodišče. In sicer misel papeža Frančiška, navezano na Jezusov evangelij. Da, pravi, naša srca so lahko navezana na resnične ali lažne zaklade. Lahko najdejo pristen počitek ali pa se uspavajo, postanejo lena in otrpla. Te besede so me usmerile v odstiranje tančic v moji notranji zakladnici, v odpiranje zakladnih skrinjic in iskanje, kateri zakladi so pravi in kateri lažni, pri katerih je moje srce odprto in kateri ga uspavajo, in pri katerih zakladih je moje srce večino časa, pri resničnih ali pri lažnih. Zakladnica se začne polniti že v zgodnjem otroštvu. Ena skrinjica za drugo in tako skozi čas. Mnoge so potopljene v podzavesti, a se jih ne zavedamo. Kljub temu pa so vtkane v mrežo naših misli, ravnanj in vrednot, ki poganjajo utrip naših čustev. Prvi, ki so polnili mojo zakladnico, so bili moja mami, tata in nekaj let starejši brat. Moja družina mi je podarila prvi in neprecenljiv življenjski zaklad, svojo ljubezen. V njeni luči sem živela, rasla in odrasla. Prvi spoznavni svet so bile pravljice in svetopisemske zgodbe, ki mi jih je najprej pripovedovala in razlagala mama, nato pa sem jih ure in ure prebirala sama, iz česar sem se korak za korakom učila spoznavati razliko med dobrim in slabim. Pravljice pa resnično rada prebiram in poslušam še zdaj. Drugi zaklad so bile knjige z brezštevilnimi življenjskimi zgodbami, ki so širile obzorja duha in katerih sem se poistovetila z junaki, ki so trpeli, bili preganjani, se zaljubili v nedosegljivo in kdaj tudi premagali zlo okrog sebe. Kot 12-letno deklico me je silno razžalostila zgodba o nesrečni ljubezni in tragediji Romeja in Julije. Iz te Shakespearove drame sem si zavedno vtisnila v spomin naslednji vers. Na svetu dva kralja križata si pota, zlo in dobrota. Bolj ko odraščaš, bolj spoznavaš, da se v resničnem svetu zgodbe bolj redko končajo tako, da zmagajo dobrota, pravičnost in ljubezen. Če pa opustiš hrepenenje in boj, da bi to dosegel, takrat se srce uspava in celo otrpne,
kot Martinček jeseni, ko zaide sonce in zajame hlad njegov bivanski prostor. Mojo mladostno zakladnico so tako počasi polnile različne skrinjice, v katerih je shranjeno tisto, kar sem spoznavala in imela rada: glasba, barve, literatura, ustvarjalnost. Tudi čas odrasle zrelosti je kopičil zaklade, poglobljeno spoznavanje naravoslovnih zakonitosti pri svojem študiju in poklicu, zakonsko ljubezen, materinstvo, skupen trud, ki sva ga z možem vlagala v vzgojo najinih 3 sinov, in odgovornost za družino. Poklicno delo je bilo povezano z družbeno in okoljsko odgovornostjo, namenilo mi je tudi vzgojo mladih kot možnost, da jim z odprtim srcem posredujem zaklad resnice. Ko je življenjska časovnica napravila prevoj navzdol, se je v zakladnici pojavil nov zaklad, šatulica s 7 biserčki, z vnuki, ki so zdaj del mojega vsakdana. Vse skozi pa so se v zakladne skrinjice sidrale evangeljske resnice in njihove razlage. Moje srce je bilo pri vseh teh zakladih in zdelo se je, da lahko mirno počije. Pred kratkim sem bila povprašana, zakaj sem se odločila javno izpostaviti za družino, čeprav je bilo pričakovati močno nasprotovanje in morda celo osebno blatenje. Bila sem v zadregi, kaj sploh odgovoriti. Vedela sem jasno, čemu je to potrebno in nujno, ne pa zakaj sem se jaz osebno odločila stopiti na to zahtevno pot. Pravzaprav po premisleku sem se zavedla, da od otroštva dalje skušam podpreti in se osebno zavzeti za znance in prijatelje, ki jih je ogrožala krivica, kot sem jo razumela sama v okviru svojega vrednostnega sistema. Biti na strani dobrega in ne slabega so bila nedvoumna sporočila iz mojih zakladov, ki sem jih slišala in poslušala. Neka notranja sila in energija sta bili močnejši od strahu pred lastno ogroženostjo. Ni bilo vedno enostavno in brez porazov, a mnogokrat je obrodilo sad, ki ga je bilo čutiti kot pomirjenost srca, kot neko tiho, osebno zadovoljstvo in spokojnost. Tudi v naravi, pri kemijskih reakcijah, ki jih nekako kar dobro poznam, gre za podoben princip. Proces se začne dogajati, ko se zunaj pojavi dodatna energija, ki razcepi vezi v spojinah, osvobojeni gradniki pa se potem povežejo drugače, v nek nov sistem s popolnoma drugačnimi lastnostmi. Ob tem se energija iz sistema sprosti, nastopi mir in stabilnost nove strukture. Seveda do umirjanja ne pride, če se znova in znova dovaja nove zunanje energetske sunke. Ljudje smo del čudovite narave, v katerem delujejo enaki principi stvarstva, le na drugačnih nivojih in oblikah. Primerjanje antropologije in sociologije z naravoslovnimi znanostmi je zelo zanimivo področje, mene zelo pritegne, ki po mojem lahko celo napove, kakšna bo pot in zaključek nekaterih družbenih tokov. Pred 2 letoma se je zgodil dogodek, ki me je zelo pretresel. Center za socialno delo je odvzel neki družini več otrok in jih dal v rejništvo v različne družine. Kasneje se je po pravni poti izkazalo, da nezakonito, a povzročeno je bilo veliko trpljenje otrokom, staršem in starim staršem. Stari starši z lepo urejenim lastnim domom so bili pred odvzemom v vsakodnevnem stiku s šoloobveznimi vnuki, saj so pri njih doma pojedli kosilo in napravili domače šolsko delo, kot je pogosto pri starih starših. Prošnjo, da bi prevzeli rejništvo svojih vnukov, so jim zavrnili, čeprav so otroci v neznanih družinah zelo trpeli. Srečanje z vnuki so bila dovoljena le redko in za kratek čas, pa še to pod nadzorom nekoga iz Centra za socialno delo.
Kot babi sem se poistovetila s starimi starši teh otrok, se zgrozila, da jim lahko dandanes naša država jemlje pravico do vnukov. Z nekaj somišljeniki sem ustanovila Glas starih staršev, Združenje starih staršev Slovenije, z namenom, da se prizadevanje starih starših za dobro svojih družin in njihov položaj v razširjeni družini odrazi tudi v družinski zakonodaji. Glas starih staršev je preučil možnosti za dopolnitev zakonodaje, a je prišlo do nepredvidene nagle spremembe zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, še preden smo utegnili naše predloge posredovati Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, kamor sodi ta zakonodaja. Spremenjeni zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih vsebuje v nebo vpijočo krivico. Omogočil je posvojitev naših vnukov v homoseksualno zvezo, starim staršem pa je posvojitev prepovedana. Glas starih staršev se je povezal s civilno iniciativo za pravice otrok v Koalicijo za otroke gre, ki si je zadala cilj, da krivični zakon ne stopi v veljavo. Sprejela sem težavno pot sovodenja koalicije, da bi pomagala zaščititi svoje in mnoge druge vnuke, da bi zaščitila materinske in očetovske pravice do izobraževanja in vzgoje svojih otrok v skladu s svojimi in občečloveškimi vzgojnimi vrednotami. Spremenjeni zakon omogoča napad na otroštvo in inženiring njihovih duš. Moja vest in moj razum ter zgodovina človeštva govorijo o stvarnosti, da je stabilnost in prihodnost zemlje ter človeštva možna le v okviru sonaravnega razvoja, torej v družini, kjer so otroci spočeti iz ljubezni moža in žene in kjer se iz medsebojne ljubezni poraja skrb za dobro svojih otrok. Zanikanje človeške danosti, da smo različnega spola z namenom, ki rojeva novo življenje, je proti razumu, je proti naravi in proti prihodnosti. Je enostavno ekonomija zla. In vedno znova slišim, na svetu dva kralja križata si pota, zlo in dobrota. Ali znaš ločiti, kateri je pravi in kateremu je treba služiti, slišim notranji glas. Ne le lastni zakladi, tudi zakladi tistih, ki so nam postavljeni za vodnike, kažejo pot k dobroti in proč od otrplega srca. Papež Frančišek pravi, vsi vemo, kakšni čudeži se lahko zgodijo, ko mati skrbno in pozorno pogleda ne le svoje, ampak tudi tuje otroke. Prav tako dobro vemo, kakšno moč lahko pridobi nek narod, kjer so očetje pripravljeni zaščititi otroke vseh, saj otroke razumejo kot nedeljeno dobro in so srečni ter ponosni, da jih lahko zavarujejo. Tako papež Frančišek. Sem optimistka. Upam v adventni čudež in moč naroda. Dobro večer, lep pozdrav. Prej si rekel, da boš drugače rekel. Ne? Jaz veliko časa ne posvečam skavtom, no, ali pa saj slabo vest si mi naredil. Rad bi več. Pa. Ne toliko v opravičilo, ampak bolj v razumevanje. Ko si me poklical kar nekaj časa nazaj, sem velikodušno pa tudi naivno rekel, ja, seveda, pričevanje nekako za veselje, sem razumel. Na kar dobim mail, srce je utrplo, pa leno. Lenost, utrplost, pa sem začel gruntati, saj to nima nič skupnega s srcem. Jaz sem medicinc tudi prej bil. To je mišica, a ne? Prožna, živa, dejavna, vztrajna. Tudi če samo kot tako vzamemo. Eno samo delovanje, eno samo sodelovanje. Ne? Kri pride v desni preddvor, potem v prekat, pljuča, sveži kisik, v levi preddvor,
prekat, pa po telesu. Torej, kakorkoli in kadarkoli, od 4. tedna naprej, srce do smrti dela, bije. Celo zdaj, ko ne razmišljamo o srcu, srce dela normalno. Ne? Tudi ko smo nezavestni, srce deluje. Tudi v raznih drugih situacijah, če si tako predstavljamo, recimo malo večji fizični napor, hrip, srce začne dodatno. Noge se utrudijo, človek je zadihan, srce pa divja. Potem, če bi zdaj mogli iti na moje mesto, ali pa jaz malo čutim, pa malo že prikrivam to, trema, cmok v srcu, cmok v grlu, kaj zdaj? Srce dela, ne? Srce ne obstoji. Ali spet kak drug primer, recimo nekje se prestrašim, ko rečem, da ti srce pade v hlače, ja, ampak srce dela. Ostane živo, ne? Ali pa, če ti nekaj prekriža pot, si besen, si jezen, rdečica, že, res, ampak srce močno dela. Ali pa tudi kakšna čisto druga situacija, ne? Ko se čuti nadrhtenje, da je to zaljubljenost, ljubezen, darovanje, žrtvovanje. Nekako se takrat že v prostoru začuti tisti utrip, ki je. Ta utrip premaga tremo, svojim mirom, svojo konstantnostjo, svojo tišino preglasi ves hrup, ki je okrog. Tako da se malo sprašujem, zakaj smo današnjemu večeru dali tak naslov, utrplo leno srce. Lahko bi rekli ranjeno srce, lahko bi rekli zlomljeno, pohojeno srce, zavrženo srce. Jaz bi rekel, srce ni leno. Zame srce ni leno. Ne takrat, ko je veselo, niti ne takrat, ko je žalostno, ne, ko je potrto, torej, ko prihaja, odhaja, bo malo bolj poetičen, torej, ko je žalostno, in niti ne takrat, ko trpi. Tudi ne, ko je zlorabljeno in ne, ko je sprejeto. Ne, ko je pohojeno, zavrženo. Ni leno, ker je srce. Ezekiel, potem torej zakaj, pa kljub vsemu ta tema, pravi, dam vam novo srce, novega duha, denem vašo notranjost. Odstranim kamnito srce iz vašega telesa in vam dam meseno srce. Torej srce pa kljub vsemu lahko postane previdno, lahko postane preračunljivo, tehtno, ampak to bi rekel, je že bolj stvar razuma. Razum je tisti, ki tehta, preverja, ocenjuje, se odloča. Srce, tako bi rekli, pa zaupa, veruje, ljubi. Skupaj sta par. Oba skupaj sta Božja. Nosita ta pečat božjosti. Ampak, če pa začneta prevzemati vlogo drugega, srce postane razumarsko, razum kaj? Srčast, ne vem. Če srce pozabi, da je srce, ne gre samo za poslanstvo nalogo, ki ga upravlja. Srce samo že ima ta utrip. Ni dovolj, da mu utemeljujemo, da mu rečemo, ja, veš, hvala ti srce, ti po žilah požiljaš toliko in toliko krvi. Na dan sem prebiral, ravno zaradi tega sem šel 100.000-krat na dan utripne srce. Veš, kaj je to? 7.500 litrov krvi vsak dan. To je noro. Lahko rečemo, ne, zato, drago moje srce, tvoje delo je zelo koristno, nujno, pravzaprav neobhodno, potrebno. Ampak to ni glavni razlog. Če govorimo tako o srcu, dovolj je ta utrip. Če si predstavljamo enega otroka, ko se stisne k mami, očetu, mu je dovolj tisto, da začuti utrip. Utrip srca. Na podlagi izkušenj, pa iz previdnosti, razočaran,
pa postane preračunljivo, oziroma se zaščiti, se zavaruje. Tak ščit, razno razni ščiti so to lahko. Pa lahko koristen, lahko je praktičen, lahko je lep, kičast, za druge tudi nevaren, lahko postane neke vrste sef, da bo srce na varnem, a je potem tudi srce nedostopno, oziroma je mimo življenja, je osamljeno, je brez telesa. Tu bi lahko rekel, postane otrdelo, otopelo. Potrebno si je recimo v takem trenutku odgovoriti, kdo sem. Najprej bi ponovil za spometko tako stvar danosti. To, kar mi je podarjeno, ko govorimo o dednosti. In potem naslednja stvar pa je ta pridobljenost. Z mojo rastjo, z mojimi izkušnjami, z mojim prizadevanjem, z mojimi odzivi in zopet tam. Ne glede na to, ko se večkrat potem zatečemo v preteklost. Saj to terapeuti gotovo smo jim lahko hvaležni, ampak vseeno. Po Ezekielu pravi, dam vam novo srce, jaz vam dam novo srce. Novega duha denem vašo notranjost. Odstranim kamnito, ranjeno, trpeče, zlomljeno srce. Vam dam meseno srce. Tu pa lahko dodamo tudi ta naš vzklik. Jezus, upodobi moje srce po svojem svetem srcu. To me je napeljala misel, pripravljeni smo menjati frizure, zato da bomo nekomu podobni ali pa da bomo nekomu všeč. Obleke, stil življenja, kaj pa srce? Srce, ki je samo po sebi že sveto. Zato toliko bolj vzklik slehernega izmed nas, srce samo po sebi že kliče k temu. Jezus, upodobi moje srce po svojem srcu. Srce se dejansko nikoli ne ukvarja samo sabo. Zato se mi zdi, da je toliko, malo izzivam, lažne pregorelosti, prav tako lažne depresije. Ne govorim o tem, da ljudje ne doživljajo pregorelosti ali pa depresije, ampak srce, pregorelo srce, če prije tako daleč, človek pade v nezavest. Da se srce zopet umiri, ker si pač nisi bil pameten dost, si pretiraval ali pa je šok, srce se umiri. Depresija, srce. Srce do 70. leta starosti tako rekoč počiva 40 let. Vmes. Si vzame, med vsakim utripom si vzame fraj. Na duhovnih vajah smo imeli z mladimi temo in je boginja prepira, torej skušnjava, je govorila glavnemu liku. Tvoje srce je črno kot moje. Spet drugje, ti sploh nimaš srca. In on je začel počasi dvomiti. Oziroma njej celo potem verjeti. Ampak skozi življenje, skozi preizkušnje, skozi krize, skozi žrtev, nesebičnost, skozi ljubezen, ko je bil celo pripravljen umreti za prijatelja, je zopet začel spoznavati. Je bil presenečen sam nad seboj. Ne? In to je stvar srca. Srce preseneča, ker ljubi. Samo po sebi. Zato, ker je Božje. Odpušča, ker je Božje. Objame. Se predstavljate, da bi se zdaj tu začeli objemati drug drugega. To zmore srce. Zmore začutiti bližino, ne samo tistega, s katerim si prišel. Tako rekoč, že tu v dvorani, pa tudi sicer, ko boste zdaj se vračali na domove, razmišljate, ko se bodo vozili mimo vas. Sama srca, sama Božja srca, sleherno srce, tako rekoč, že nosi v sebi ta Božji pečat. Čuteča, ljubeča, ranjena, hrepeneča srca. Srce je tisto, ki pokriža, srce je tisto, ki blagoslavlja, potreplja po rami, srce je tisto, ki v resnici objame, srce je tisto, ki povzroči iskrice v očeh ali pa metuljčke po telesu. Srce je tisto, ki dela novo. Vse dela novo. Tako da nimam nič tako kardiološkega zapovedati. Ampak
rad bi rekel to, ne krivimo srca. Raje recimo premalo srca. Dajmo srcu možnost. Gotovo tudi z razumom, ampak dajmo srcu pot. Recimo tu, glede na to, da smo na fakulteti, dajmo srce v predavalnice, dajmo srce v znanost, dajmo srce v politiko, srce v obrede, v liturgijo, v cerkev, srce v pogovore, srce v spolnost, srce v družine, srce v soseske, v domovino. Mogoče manj razmišljati toliko o srcu, ker ko se ga zavem, srca ali pa utripa, takrat ponovadi je že nekaj narobe. Razen če res tako je ljubezen, v ljubezni. Ker če vam zdaj povem, da vam bom zmeril puls, se bo spremenil. Ne? Spet ni tisto, kar v resnici je. Če že želimo vstopiti z razumom, potem dajmo to z ljubečo mislijo. Kaj ovira moj naraven, moj bio, moj božji utrip? V čigavem ritmu utripa moje srce? A je to, hočem, da je v ritmu mojih bližnjih prijateljev, staršev, škofa, čigavem ritmu? Ali dopustim, da v božjem ritmu to, kar je najgloblje položeno v moje srce. Ker sicer se začne utrip drobiti. Ne more utripati v ritmu drugega. Srce samo po sebi že ima utrip. Od začetka, 4. teden že. Pa to pravi medicina, zagotovo je že prej. Ob spočetju bi rekel. Ko so preučevali, to je bilo zanimivo, ko so preučevali, kakšno glasbo ponuditi na tržišče, tako glasbo, ki bi najbolj pritegnila, ki je bila najbolj domača, vsakemu posamezniku, ne glede na izobrazbo. To so se šli učiti v Afriko od teh plemen in so prišli do ritma. Ritem srca, to, kar zna že mali pingvin otrok, ko tolče tam gor. In v bistvu smo se šli v Afriko to učiti, to, kar že znamo. Srce utripa. Ko sem prej poslušal, tako za konec, ki je tudi sam živim, ki ohranjam eno veselje do življenja, mi je prišlo čisto tako kot srce. Prijema in pošilja, daje. To, kar delam, to, kar rad delam, me ohranja pri življenju. Dostikrat razmišljam o tem, ko gledam kakšne fuzbalerje ali pa grem na kak koncert. Drago ga plačamo, on se tam zvija, poje, pleše. Tak mu je najbolj fajn na vsem koncertu tam, ne? Pa še plačamo ga. Ampak to, on dela to res z ljubeznijo in to cenimo. In to, kar dela, res dela dobro. Se mi zdi to, sem zelo srečen, da dejansko lahko delam to, kar je v mene položeno. Ne rabim se matrati, ampak to je v meni. Razen pač, koliko mi še nalagajo razne dolžnosti, ki so zunaj mene, ampak duhovništvo je pa res tisto v meni. In to, da lahko se srečujem z bližnjimi, da lahko pričujem, to je tisto, kar dajem, me izpopolnjuje, me osrečuje, me zmatra, ampak to je to. In pa hkrati moje prejemanje. Tu je verjetno kot duhovnikov najbolj šepalo svoj čas, ko sem šel z bogoslovja. Ampak zdaj pa že imam en ritem. Torej, redno grem na duhovne vaje, tudi jaz hodim enkrat na leto na Camino, zdaj sem že par let zaporedoma šel. Rabim, enostavno, očitno, to je to. Ali to samo, mi, ko smo bolj štorasti, ne vem. Tudi eno močno romanje grem, tako duhovno, eno čisto fizično, pa tudi za par dni v tišino. To je moj recept. Nekaj let tega nisem delal, imel sem na leto najmanj 10 duhovnih vaj, ki sem jih vodil, ampak srce ni samo tisto, ki se stisne, treba tudi se odpreti, da zopet potegne k sebi kri, da živi. In tako, ob sklepu bi rekel, ko bo tudi razum ali pa znanost, ko bo ostala iz svojega peskovnika,
ji bo dalo, ji bo dala možnost, da bo videla, da je še nekaj globljega od DNK-ja in vseh tez in vseh teorij. Eno preprosto dejstvo, da srce sicer samo po sebi je zelo krhko, pa ravno v tej nemoči najmočnejše, zato ker se mu pozna njegov tisti dih, njegov navdih, zato ker nikoli ne more nehati utripati. Ko se ustavi tu, je končno osvobojeno, takrat šele pravzaprav začne v polnosti biti v nebeškem kraljestvu. In tako zalušte vsem nam, si predstavljate, kak ritem srca je v nebesih, kakva harmonija, kak dum-dum, tako da se že veselim vsega tega.